Sveta Knop, pozdravljeni, kako ste? Deževno. Že nekaj časa vas imam v mislih, da bi vas povabila. Potem, ko sem prebrala knjigo V požaru svetov, Ivo Andrić, Zgodba evropskega življenja, ki ste jo vi prevedli in to res izjemno, čudovito se bere, zborni jezik in vam najprej čestitam. Hvala. Pravzaprav se v tej knjigi tudi veliko govori, ker je tako šlo, a si že brala, kaj pa od Iva Andrića. Potem grem v knjigarno in kje je ta Ivo Andrić, ne, ga ni seveda tako, ampak je v požaru svetov, potem sem se znašla. Ampak zdaj me kot prvo zanima, kako je sploh prišlo do prevoda te knjige. V bistvu sem naletela na to knjigo, ker sem bila na obisku v Dubrovniku in ker pač Andrić je tudi mene uročil, tako kot pisca te knjige, že nekje v gimnazijskih letih, tako se mi vsaj zdi, težko zdaj to rekonstruiram za nazaj. Sem jo pač takoj vzela in jo na dušek prebrala, ker tako se ta knjiga tudi bere. Saj sami vidite, napisana je v enem zelo živahnem, žmohtnem, da tako rečem, slogu. Ni suhoparna študija, ne. Eni so ji celo zamerali, da nima nič opomb pod črto, pa tako naprej. Človek je pač novinar, ki je napisal in vem, da je nekje prav rekel, knjiga je lahko vse, samo dolgočasna ne sme biti. No in ta knjiga dejansko ni dolgočasna. Tako me je pritegnila in predlagala sem uredniku na literaturi, ker veliko sodelujeva in sem mu že tudi nekatere druge knjige predlagala in on je bil takoj za, ker Lud literatura vsako leto nekako eno biografijo izda. In te biografije so zelo različne, ene so bolj literarno-zgodovinske, druge so pa bolj take, kot je tale, ki je pa izrazito kulturno-zgodovinska, pravzaprav veliko širša od enega literarnega polja. Ja, tak preplet je vsega, ne, pravzaprav zdi se mi, da bi bilo bolje to knjigo prebrati, kot se 4 leta učiti zgodovino v gimnaziji. Zdaj karikiram, ampak dejansko je veliko tega. Ne, zelo, recimo prvo poglavje, mislim, da se sploh ne pojavlja Andrić. On opisuje Bosno tistega časa in potem mi lahko nekako zlezemo pod kožo tej Bosni. Tako da mislim, da je intrigantno piše, no? In tudi, da ima veliko zapovedati in da ima še veliko več zapovedati, kot je povedal, ker pri tej knjigi je ogromen raziskoval. On je 7 let ta avtor, jaz ga žal nisem srečala, no. Zdaj je star 50 let in je bil dolga leta dopisnik za jugovzhodno Evropo in med drugim pač tudi bil 7 let v Beogradu. 7 let je tudi raziskoval gradivo za to knjigo, 5 let sam po arhivih, korespondence, intervjuji z še živimi pričami, kakorkoli, 2 let pa pol pisal, pri čemer je cel opus še enkrat prebral. Tako da je res med tem raziskovanjem ogromenega materiala dobil, tudi sam piše, da sploh ni mogel vsega uporabiti in da ima še veliko drugih idej v glavi, kaj bi še vse se dal napisati, ampak že to, kar pa je tukaj pred nami, je pa fascinantno, sploh ker je imel dostop do nekaterih arhivov, ki so bili tajnost do zdaj. Če 2 taki temi omenjam, ki sta dost neznani vsem. Eno je Andrićevo delovanje ob začetku 2. svetovne vojne v Nemčiji, ki je bil tam veleposlanik in je bil navzoč pri podpisu pristopa k Trojnemu paktu. In drugo je arhivi za Nobelovo nagrado, ki se odprejo 50 let po podelitvi. Wow. In tukaj je izvedel neverjetno zanimive reči. Pa tudi sicer. No pa on živi, ta Mihael Martin, zdaj živi na Dunaju, ne? Zdaj živi na Dunaju, ja, in prav enkrat, ko so ga spraševali, kako, a zdaj pa nič več Balkana, ne? Ker bil je med tem tudi, bil je dolgo v Turčiji tudi, bil je v Atenah, najprej bil v Rusiji, pa v vseh teh stanjih od nekdanje Sovjetske zveze, no. Pa je pa rekel, Dunaj, pa saj to je center Balkana, samo da je promet malo boljši, hrana pa malo slabša. Tako da on še vedno spremlja situacijo, mislim, da je dopisnik Frankfurter Allgemeiner Zeitung ali pa mogoče zdaj tudi že samostojni pisatelj. Sem malo pregledala, no, ker je imel toliko načrtov, kaj sebi še naredil, glede na to, koliko gradiva je zbral, ampak zaenkrat je po tej biografiji Andrićevi šla sam knjiga Insomnia pod naslovom Nočne misli, ker Andrić je bil zelo nespečen in kakor sem ugotovila, je tudi Martens zelo nespečen in tudi jaz sem zelo nespečna, tako da moram prebrati to knjigo. No, ampak on je res raziskoval in tako natančno analiziral in stvari povezoval, ker tudi vi pišete, da je napisal tudi dokumentarni roman o iskanju junaka, kjer gre zgodba tako, da je bil nek vojak, ne, ki je pristopil na drugo stran, ker ni hotel streljati in potem kao, da so tudi njega streljali. Dober nemški vojak. Dober nemški vojak in potem so ugotovili, da ta zgodba sploh ne drži, ne. On je to celo raziskoval, ne. Ja, ampak hkrati je pa rekel, zgodba ne drži, ampak zgovorno je že samo dejstvo, da ta zgodba je.
ker kaže na to, da si želimo takih zgodb in da si želimo osmisliti svet, v katerem bi bile takšne zgodbe. Tako da mi je lepo tudi, kako razmišljeno on v zvezi s tem. No in tudi navajate, da bo najbrž pisal o Andrić in fašizem, ne? Ja, Andrić je bil veleposlanik v Rimu, ko je bil Mussolini na začetku svoje poti, ta pohod na Rim pa tako, potem pisal je D'Annunziu, pisal je Marinettijo, takrat je bil futurizem tudi na pohodu. To je ena, mislim, da njegova ideja, druga pa zelo razkval leto 1948 in Informbiro in pač odnose med Jugoslavijo in Rusijo in bi to rad razširil na celo Evropo. Mislim, ne vem, koliko gradiva je tam zbral. Mislim, da je to neko poglavje Stalinov mezinec. Mogoče bo postal palec, zdaj ne vem, kako bo to debil. Pa vi bi ga še prevajali? Ja, z veseljem, zato ker on res zelo lepo piše, no. Zelo lepo. Če greva na naše ozemlje, bivše Juge, kako je bila ta knjiga sprejeta, ne? Bilo je veliko različnih zanimivih odzivov, ne? Zelo veliko. Bila je takoj prevedena, najprej v bosanščino, če temu tako rečem, no, potem v srbščino in pol v hrvaščino in zanimivo je, da ima mečkan različen naslov v vsakem od teh jezikov, ne, ker v Požaru svetova je prav Andrićeva sintagma iz ene njegove pripovedke, kjer se pa čisto navezuje na en intimni kontekst, ko je ena starajoča se operna pevka z grozo gleda na svoje telo in kaj mi še preostane? Nič, zgoret v požaru svetov. Samo da je Andrić, mislim, da je Martens prenesel ta naslov na eno politično sfero. Andrić je to napisal seveda v ekavici, v srbščini. Mi vemo, da je on živel v Beogradu, da se je potem tudi odločil za ekavico nekako, za srbščino kot svoj jezik. Sicer je pa veliko jezikov govoril. Ja, govoril je pa, ne vem, itak je bil veleposlanik v ne vem, 10 državah. Mislim, da je govoril vsaj 8 jezikov, razumel je pa še več, no. No, skratka, v bosanščini je sam, da skrajšam, v Požaru svetova z J-jem. Srbi niso imeli problema v Požaru svetova, zdaj Hrvatom pa ne vem, verjetno bi se jim grozen zdel, da ni jekavice na naslovnici, so pa vzeli kar drug del stavka. Zgorič v Požaru svetova kao vatra v vatri. In zdaj je vatra v vatri. To že nekaj pove o tej recepciji, ki je bila strastna, da tako rečem, ker mi nismo tako objektivni in nepristranski kot Andrić, ne. Pač sploh med Srbi in Hrvati in Bosanci je tukaj bilo največ tudi raznih neglih razprtij, no, ampak drugačnih interpretacij, rečemo. Tako da je celo išla knjiga Sanje imenovane Jugoslavija, ki povzema pravzaprav te odzive. To, ki jih je bilo. Da to so nekakšni skrajšani intervjuji, ne. Obstaja tudi en vic, no, ki je mogoče zelo zgovoren, kaj ga lahko povem, kao Srbi zamerijo Andriću, da je sicer umrl kot Srb, ampak rodil se je pa kot Hrvat. Hrvati mu zamerijo, da se je sicer rodil kot Hrvat, ampak umrl je pa kot Srb. Bosanci mu pa zamerijo, da se je sploh rodil. Tako da mislim, pač Andrić je imel to smolo, da so ga, jaz mislim, da ne pravično, ampak tako je pač šla zgodovina, zelo instrumentalizirali v nacionalistične namene. Vemo, da je Radovan Karadžić to njegovo slavno pismo iz leta 1920 dal prevesti v vse svetovne jezike in jih delil tem novinarjem na fronti tam v Bosni, da bi jim dokazal, kako je vojna pač neizogibna tukaj, da je sovraštvo med narodi vedno bilo in Andrić je to sijajno opisal in tako naprej. Medtem, ko pri Andriću je sporočilo čisto eno drugo, ne. Tako da mislim, da zdaj vsem prihaja čas, ko se ga poskuša izvleči iz teh nacionalnih okvirov in nekako mu dati tudi to njegovo neko obče človeško in literarno vrednost, ki si jo res zasluži. Ne, pa se ga tudi na novo prevajajo, ne, tudi v Sloveniji. Tudi pri nas, da je šla spet Travniška kronika. Mislim, mi smo sploh manj obremenjeni s temi vsemi zgodbami nacionalnimi, a ne. In mislim, da je Andrić bil vedno tle zelo priljubljen. Tudi ta knjiga, no, jaz vidim, kakšen uspeh je imela, vrste so bile v knjižnicah, Ponatis je šel zdaj po 2 letih. Ogromen intervjujev sem dala in tako naprej. Mene to zelo veseli, no, ker tudi mislim, da je premalo znana srbska književnost pravzaprav v našem prostoru. Mislim, moja generacija se je tudi v šolah še učila, ne, ali pa kakšni moji kolegi iz moje generacije, Hrvati, Srbi, Prešerna znajo recitirati, ne. Ni bilo samo enostransko. Medtem, ko zdaj pa dejansko zelo malo vedo, a ne. In otroci in študenti in tako naprej. Ker imela sem tudi en seminar na fakulteti v zvezi s srbsko književnostjo, sem prav mislila, kaj pa bi, pa dajmo srbsko književnost, se nič ne vejo, oziroma srbsko in bosansko sem vzela, nekaj zgodovinsko prozo, različne pristope in Andrić in Kiš sta bila v spredju. In
Andrić je v bistvu bil, mislim, vsem je bilo zelo všeč, ampak Andrić pa sploh, ker je on en neverjeten psiholog in en neverjeten stilist in ker on, čeprav piše o zgodovini, piše o sedanjosti. Ne? Vedno je se boril proti temu, da bi kdo mislil, da s tem, če pišeš o zgodovini, da pišeš o nekih etnografskih rečeh, ne vem, kada neki kostumirani liki se tam potikajo. Zanje je zgodovina še kako sodobna in skozi njo presevajo današnje dileme in današnji ljudje in on je zelo utkal tudi sodobnost v zgodovino. Ne. Bila je pa, na en način je pa seveda to bilo neko zavetje, varno. Se je imel za kaj skrivati, ne, tako. In tudi je znal to. Tudi je znal, ja. No, ampak sodobniki, mladina bere zdaj Miljenka Jergoviča, ne, on je zelo popularen in prav on pravi, da je ta knjiga, ne, stopila na žulj prav vsem v bivši Jugi, ne. Ja. To je krasno povedal in s tem je vse povedal, ne. Res je stopila vsem, ja. Saj pravim, Hrvati mu zamerijo, rojen je pač hrvaškim staršem v Bosni, ne, in tudi živel je nekaj časa v Zagrebu, ampak se ni tam dobro počutil. In mu nekako zamerijo, da je izdal svojo nacionalno bit, tako rekoč, ne. Srbi si ga seveda zelo lastijo, ampak so tudi v tej knjigi marsikaj izvedeli o njem, kar jim ni ravno všeč, ne. Tudi ta njegova poteza nekega konformizma, oportunizma recimo, ne. Bosancem pa se pač zdi, da je prikazoval islam v eni strahoviti luči, kakor nabijanje na kol, tako se vemo, te zelo okrutne prizore, a ne. To je natanko popisoval tudi, ne? Zelo natanko, se to je prav povzemal po enih depešah, on je zelo študiral, recimo Travniško kroniko, ki je pisal, je zelo študiral depeše tega francoskega poslanika tam, tako da te stvari se giblje, to je bila resnična osebnost, to je bila resnična zgodba, ampak njemu ne gre za okrutnost zaradi okrutnosti, a ne. On dejansko te ljudi in ta dogajanja opisuje z enim globokim razumevanjem in tudi nikoli sam z enega zornega kota, ne. In dejansko zna te odnose med ljudmi s tako malo besedami povedati. Vem, da je enkrat o besedah, kako je že rekel, on je primerjal pisanje s tkanjem. Ene take goste, bogate preproge. Se je prav skliceval na eno, ne vem, nek lik ali sorodnico, se niti ne vem več, ki je pri tkanju govorila zateguj. Se pravi, nič ne sme biti tega ohlapnega, praznega hoda, ne. In vem, da je rekel, da je treba pisati tako, da bo besedam tesno, mislim pa prostorno. To mi je bilo zelo všeč, pa da je treba nekakih dati stavki čez kolena, jih likati, no, in on je zelo malo besedami vse povedal, ali pa velike neizgovorjenega. Vem, da je prav eni zgodbi, ki smo jo tudi imeli na seminarju, Anika, recimo on ima ženske like zelo dobro pisuje, to je zelo zanimivo, kako se je on znal ženske like uživeti in zelo z eno toplino. In pač imamo zgodbo tam o, ne vem, nekem Mihaelu, ne, in ki se je potem zbližal z neko krčmarico in potem prav piše sam tako, da se mu je ona, to je citat, nenavadno približala, on pa je, spet citat, stegnil roko, ki ni naletela na odpor. In to je vse, ne. Mislim, da on se in govori in piše veliko bolj direktno. Andrić ima pa eno drugo pripovedno nit. Ampak o sebi pa ni veliko govoril, ne? Ne, absolutno. To tudi vem, da je enkrat citiral prav en znan pregovor, da obstaja več načinov, da lažeš, eno teh načinov so spomini. Tudi intervjuje je zelo nerad dajal, se mu je zdel, da se hitro zagovoriš, da hitro rečeš, kar ni, nekaj, kar ni čist res, ti bi rad mogoče razmislil to, a ne, pa spravil eno pravo obliko, ampak beseda izrečena ne vrne se nobena, ne. Tako da ne, je bil proti temu, tudi proti kakšnim biografskim razlagam del, bil je tudi sicer zelo zadržan, bil je diplomat, imel pa je bolj razburkano življenje kot kakršenkoli pustolovec, kljub tej svoji zadržanosti. V tistem času, da je kdo lahko tako živel, kot je on, je to nekaj najbolj neverjetnega. On je bil res čist neverjetnega in se pravi, pri tej introvertiranosti, da je živel tako življenje, se pravi, živel je v Osmanskem cesarstvu, v Avstro-Ogrski, v Kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, da je on po drugi svetovni vojni ostal živ, čeprav je bil veleposlanik v Nemčiji in, kot rečem, navzoč pri podpisu Trojnega pakta, to je čudež. V bistvu. In med vojno je napisal najboljša dela, ne? No, se to ga je pa tudi, kar ga je rešil, je, da so ta Trojni pakt za njegovim hrbtom sklenili, ker mu niso zaupali.
in da je dejansko potem zelo neko pokončno držo zavzel. Njemu so ponujali azil v Švici, ampak se je vsem osebjem vrnil v Beograd. Ja, po Berlinu, potem, ko je pač ta trojni pakt, takoj so bile demonstracije in nič ni bilo iz tega trojnega pakta. No, on je potem dejansko živel samo pisal je v Berlinu, v bistvu je nekakšen kulturni molk tudi se šel. On niti vrstica ni objavil med vojno, on tudi ni hotel tu podpisati apela srpskemu narodu, ki so mu ga nacisti hoteli podtakniti, kjer bi kakor te komunistične zločine obsodil. In kada se je očistil skozi vojno, se pravi, Beograd je bil osvobojen že jeseni 1944, ker pa v Evropi še divjala vojna in mislim, da spomlad je že šel Most na Drini, polet Travniška kronika, jesen Gospodična ali pa mogoče najprej Travniška kronika, ne vem, ampak ta glavnina njegovih del, velika troka. In v bistvu ga je to rešil, ker on je hotel pravzaprav pisati samo, in to diplomatska služba ga je odvračala od tega. Tako da na en način je ta groza, vojna, njemu omogočila, da je sploh pravzaprav kot pisatelj, lahko se izrazil. Ampak če se vrne v njegovo mladost, on je tudi bil že nekako aktiviran, že ko je bil gimnazijec, ne? Ja, on je v bistvu poznal tudi Gavrila Principa, menda je moj Gavrila Princip pesmi dajal branje in tako naprej. In je bil kakor pripadnik mlade Bosne, ki je bila eno tako zanesenjaško gibanje v enih segmentih, tam je bilo veliko literatov pa tako. On je imel srečo, da on takrat bil že na Poljskem, ker se je to zgodil, ker se je ta atentat zgodil. Tako da ni bil neposredno povezan. Tudi on nikoli ni bil človek v tem smislu akcije, da bi on bil privržen z kakšnih atentatov ali pa kaj takega, mislim, da ne. Je potem razmišljanje bil zraven? Bil je, ker on si je želel pač, gledali so si, Srbija je takrat že bila kot država, oni so si gledali k Srbiji, želeli so si pač države svoje, Jugoslavije, to je bilo njegovo vodilo. Pač Jugoslavija, jugoslovanska država združena. Tukaj tega se je pa vedno nekako držal in to je bilo tudi pri mladi Bosni, kar ga je pritegnili. Ja, bil je pa potem na Poljskem, se vrnil, bil nekaj časa v zaporu, no tukaj je tudi Slovenijo malo spoznal, lahko rečemo spoznal, če si v zaporu v Mariboru. In ni dovolj, da pove, katere knjige bere. Ne, tudi to je bil že zanga en intimen podatek, ki bi preveč povedal o njem. Sploh ni maral, da kdo brska po njegovi intimi. Recimo zelo zanimiva ta knjiga je tudi Znamenja v poti, se ta avtor tudi dosti govori o njej. On si je vse življenje pisal dnevnike in zapiske. In ko je to pripravljal za objavo, je on izbrisal vse oznake krajev in časa, kjer so ti zapiski nastali. Se pravi, brisal je vsako osebno sled iz tega. Hotel je, da ostane sam to črka, beseda, misel, to, kar govori. Ampak lepo pa je napisal, če se še bolj v njegovo rano mladost vrneva, kako je bil očaran pred eno samo izložbo knjig v Sarajevu, ki je ne bo nikoli pozabil. Prav to izložbeno okno, ne? Ja, on je bil zelo revne družine, ne? Očeta je zelo zgodaj izgubil, mama je delala v eni tovarni, v bistvu ga je vzgajala, ga je sestra od pokojnega očeta v Višegradu, ne? Jaz sem enkrat šla ta Višegrad že zdavni, leta 2010, in je bilo meni tako grozen, zato ker ta most, ta čudovit most, ki je še zdaj tam in ki je ta kot zapuščina tega Mehmet Paše Sokoloviča, o katerem on govori, ta most še stoji, nedotaknen, ampak ta most ne vodi nikamor. Mislim, vodi sveda. To mesto je imelo, 25,000 ljudi in so ga dejansko etnično očistila, In vidiš hiše prestreljene, brez življenja so ulice, malo bolj severno je pa Vilina Vlas, ne vem, če ste slišali o tem, tam je pa on zgradil svoj hamam, te toplice Mehmet Paša Sokolovič, čudovite. Med vojno je bilo pa tam taborišče koncentracijsko, brdel, tako rekoč. Grozljivo, Res grozljivo, Taka ena ironija usode, mislim, da je ta Višegrad tudi pravzaprav glih med to vojno, da ga je doletela taka usoda, zraven pa Kusturica glih takrat začel graditi svoj Andrićgrad. Meni je vedno zanimalo to, kako v bistvu se je začela njegova diplomatska pot. Kako je on vstopil v to? Ja, on je imel vedno neke zaščitnike. In vem, da pač videl je, da more nekje denar dobiti, da s pisateljevanjem ne bo mogel preživeti, in on se je obrnil na enega svojega zaščitnika, mislim, da je še iz časov gimnazijskih let v Sarajevu, ker on je blestel v literaturi, v jezikih in tako naprej, v matematiki seveda ne preveč, So ga opazili že takrat eni ljudje in takrat je bilo, mogoče bi jaz rekla, tudi manj ljudi, ker so bili tako zelo izobraženi, so bili bolj povezani in ta ga je priporočil in tako je dobil prvo diplomatsko službo.
In potem drugo in tretjo in četrto, to je neverjeten, koliko je on zamenil teh služb, ker marsikaj mu ni bilo všeč, ali pa mu ni bilo všeč podnebje, ali karkoli. On je kar pisal, jaz pa tukaj ne morem več biti, recimo Trst je sovražil. Bil je v Švici, bil je dolg v Španiji, bil je v Rimu, v Romuniji, ogromen teh mest je zamenjal. Tako na koncu v Nemčiji, v najhujšem obdobju. In prej, ko so govorili, kako razborljivo življenje je on imel, pa taka introvertna oseba je bil, mislim, čisto kot zanimivost, on je bil mogoče edini človek, ki je poznal in Gavrila Principa, čigar strel je tako rekoč začel Prvo svetovno vojno, in Hitlerja, ki je pa začel Drugo svetovno vojno. To je neverjetno, ne? In seveda celo plejado. In Mussolinija. Drugih ljudi. Mussolinija ne vem, če osebno poznal. Ja, osebno ne, ampak bil je tistem času. Ja, bil je, ampak Hitlerja pa ne vem, Hitler je stisnil roko, ne? Se ga mora sprejeti kot veleposlanika. Vem, da je rekel, da je bil stisk njegove roke mrzo in vlažen. In tudi takrat je moral on zelo, avtor knjige prav piše o delitvi na nočnega in dnevnega Andrića, ne. Zelo je imel dostop tudi do teh arhivov tajnih služb, ki so seveda spremljali Andrića, tako kot vse veleposlanike in poročali o njem. Tukaj je do zelo zanimivih reči prišel. No, ampak tukaj je Andrić moral pokazati nekako tudi vso svojo diplomatsko spretnost, seveda, v tej situaciji. On je v bistvu v vseh teh krajih, kjer je bil diplomat, obiskoval te arhive, te razne knjižnice in pripravljal material za potem, ko je začel pisati te knjige, ne. On je imel že v glavi zapise tega, kaj bo napisal in o čem bo pisal, in to je zbiral vsa ta leta. Ni bilo to kar samo diplomatsko popotovanje. Ne. On je vedel, kaj počne, ne? Pariz je bil tle odločilen. No. Sploh v Parizu je ogromen zbiral, pa mislim, da na Dunaju tudi arhivih, ker posod niti ni bilo, ne. Ja, to je bilo njemu skozi glavno pisateljevanje. Pač diplomatska dejavnost je bilo zanj preživetje, šiht, služba. Ja, služba, v kateri je pa bil dober. Ne. To njegovo, kako bi rekla, njegovo notranje bistvo seveda je bilo pa pisanje. No. Kot rečeno, po drugi svetovni vojni, ne samo, da ga niso nekako spravili s poti, česar se je zelo bal, on je bil gospod Andrića, ne, gospod veleposlanik, zdaj pa postal tovariš kulturni delavec Andrić, to je še kar ena velika preobrazba. In ni bilo tudi čisto jasno, marsikjer njegov prijatelj je končal veliko slabšega tona, ne. In marsikdo se mu je zameril, se mi je zdelo komu, da se udinja novim oblastem, in z enega stališča seveda je lahko tudi videti tako, no. Oni so pa rabili eno osebo, kot je Andrić očitno, ki je bil pač kot pisatelj je presegal, ne, vse te novo nastale, rečemo, inženirje duš, ki so se nekako vzniknili naenkrat, ne. Hkrati so pa lahko še pokazali, poglejte, kako smo mi široki, a ne. Sej ni, da bi samo naši prosperirali, privrženci naše ideologije, poglejte Andrića. Tako da na en način je tudi režimu on prav prišel. Mislim pa, da ta strah, da bo nekdo mogoče preveč začel brskati po njegovi preteklosti, ga je pa skozi spremljal. Vem, da je bila nekje ena razstava in je bilo videti, da je on na sliki pri podpisu Trojnega pakta in je prosil pri ne vem katerem politiku, če bi to sliko lahko umaknil. Ampak, ko se je vrnil z Nobelovo nagrado iz Štokholma in ko so mu ponujali predsedovanje Srbske akademije znanosti in umetnosti, ni hotel ničesar sprejeti. On je hotel zdaj pa res imeti samo mirno življenje. Samo nisem hotel pisati in ne, ugibal se je politike itak. To je, kakor je bilo res nujno treba, da je zadostil zahtevam oblasti, sicer pa ne, a ne. No, ampak tudi to ne, ko je prevzel to, oziroma sprejel nagrado, nekako je lepo rekel, da je to bil čisti slučaj, ne, da je veliko boljših, da ne morejo razumeti, ne, to je tako simpatično. To je pa to prekletstvo malih književnosti, če tako rečemo. Jaz tudi mislim, da je še marsikdo, ki bi se zaslužil Nobelovo nagrado, recimo Meša Selimović je meni tako genijalen pisatelj, ne. Se pravi, Andrić je dobil Nobelovo leta 1961. Meša Selimović je izdal svoj roman Derviš in smrt par let pozneje, 66 se mi zdelo kdaj. Mislim, jasno, če je Andrić dobil Nobelovo nagrado, da je zdaj, ne vem, 30 let ne bo noben, ker tle je toliko še drugih razlogov, geopolitičnih in raznih. In Selimović je zelo cenil Andrića. Vem pa, da Andrić je prav enkrat rekel, jaz sem stopil do praga bosanske hiše, Selimović je šel po vanjo. To je rekel. To je rekel, ja. In je bil zelo, mislim, tako iskren in tudi odkrit tako do drugih pisateljev. No. Tukaj je bila kar ljubezen. Tudi Kiš je imel recimo zelo rad Andrića. No. In mislim, da ravno zato, ker je res neverjeten stilist in čutiš njegovo ljubezen do vsega, kar piše. Čutiš en
Eros. Zelo, zelo zadržan seveda, ampak toliko bolj močen. Najbolj sem se pa smejala, ko sem brala to knjigo. Ta sprejem pri maršalu Titu. Ja. Sprejem ob nagradi, po nagradi in je rekel, kako ga ne sprejemem, če pa bi jaz raje videl, da je dobil Krleža. Ne? Tisti sprejem do potankosti, kako so se obnašali, o čem so se pogovarjali, o egipčanskih piramidah in tako dalje. Ja, tisti res neverjetno, se vidi to zategnjeno ozračje. Tito ga je pač moral sprejeti, ne? Se najprej sta bila skupaj celo predlagana za Nobelovo nagrado. Ne? To je tudi do podrobnosti opisana. Ne? In dejansko bi takrat Krleža mogoče celo bolj znan pravzaprav v zahodnji Evropi. Ne? Sveda Krleža je bil veliko bližji Titu. Ona dva sta skrb šah igrala, jagenčke jedla. Mislim, na nas si predstavlja, da bi Andrić s Titom jagenčke jedla. To mislim, da ne bi nekako šlo skupaj. Tako da je res Tito samo, kolikor je bilo nujno treba to opravo. Ne? To je bilo pa tudi edino srečanje. Ni vodilo k ničemur drugemu. Beremo v knjigi tudi, da se leta 1964 udeležil mednarodnega kongresa PEN, ne, na Bledu, kjer se je srečal z res elitnimi pisatelji tistega časa. Ne. Tukaj pa je, v teh pisateljskih organizacijah pa je deloval, ker to je tudi na en način politično, udejstvovanje. Ne. Vem pa, da so mu eni tudi zamerali, ker se ni potegnil za kakšne svoje kolege. In to spet iz te njegove neke previdnosti in strahu mogoče bi res tukaj lahko naredil tudi več. Ne. Kako se pa vidi, kaj ste doživljali, kar vas je pa res dobesedno presenetilo? Ne? Ja, meni se di itak, da se to bere res tako kot roman, da te prav zanima, kaj bo, in ko mi čakaš, da boš naslednji dan spet naprej prevajal. Da je čist prevajalskega vidika je pa meni bilo, ne bom rekla glih težko, ampak on ima ogromno citatov iz Andrićevih del in niti nič ne napiše, od kod so. To ima pa samo v nemščini. In veliko božanstvo Google ima marsikaj tega zdaj v sebi in jaz sem pač ta izvirnik natipkala in približno videla, od kod to je. Kaj sem ji tako prepoznala, seveda, takoj po tematiki. Ne. Potem sem našla slovenski prevod, ker mi imamo v 10 delih Andrića prevedenega. In potem, ker je pa zelo veliko prevajalcev Andrića prevajali in je bilo treba nekako vse en približno enoten stil, sem pa te že obstoječe slovenske prevode še zelo spreminjala. Ne. Tako da to je bil recimo tako prevodno, če rečem, to je bilo prevodno mečkam bolj zahtevno. Ne. Kaj pa čisto iz konteksta te zgodovine, literature, njegove osebnega življenja, kaj vas je tukaj mogoče presenetilo? No, meni je bilo najbolj zanimivo mogoče to poglavje o Nemčiji, ker tudi sicer dosti sem že knjig prevajala malo in o nemški književnosti in o nemški zgodovini. In avtorje nemške, ne? In avtorje nemške, ali pa ne vem, o Goetheju sem dosti pisala in tako naprej, on je oboževal Goetheja, tako da to so mi bile zelo zanimive reči. Pretresljiva je tudi ta njegova, če tako rečemo, osebna ljubezenska zgodba, to je ta njegova milica, ki jo je imel rad vse življenje, ampak pravzaprav se je lahko šele v zelo zrelih letih, da ne rečem, ni bila še jesen življenja, ampak v zelo zrelih letih sta še lahko nekako prišla skupaj. Ko je njej umrl mož, ne? Ko je njej umrl mož, ja, in tudi potem je ona zgodaj umrla in to so kar pretresljivi odlomki in tudi opisani zelo s toplino in človečnostjo. No. Knjiga ni literarno-zgodovinska, pa vendarle vsebuje neki analize literature in jaz sem pač komparativistka, seveda me to zelo zanima, ne. In je zelo lepo pokazal, kako je sedanjost utkana v zgodovinsko, tako rekoč Andrićevo prozo, recimo, ko pride železnica v Višegrad, se pravi v mostu na Drini, je tam en stari hodža, ki tako vsi se navdušujejo, vsi so srečni, kako bojo hiter, pa trgovina bo cvetela in tako naprej. On pa tako z nezaupanjem gleda, pa prav, no, bomo videli, zdaj se vi veselite, ampak bomo videli, kam vas bo Švaba odpeljal, mogoče nekam, kamor nikoli niste hoteli iti. In Andrić to piše, ko gleda iz okna svojega stanovanja, je videl na peron železniške postaje, kjer so vlaki vozili Jude, koncentracijska taborišča. Tako da je veliko enih takih opazk v tej Martinsovi knjigi o Andriću. Zdaj, Sveta Knop, vi ste prevajalka, leksikografka, literarna zgodovinarka in zdaj vodite knjižnico na Filozofski fakulteti, oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. Prevajate predvsem sociološka, zgodovinska, filozofska in kulturološka dela. Avtorjev, na primer, kot so Theodor Adorno,
Terry Eagleton, Susan Sontag, Richard Pipes, David Graeber, Danilo Kiš, Svetlana Slapšak, pa tudi seveda leposlovje. Za vaš prvi prevod leposlovnega dela, to je Peščena ura Danila Kiša, prejmete za vrhunski prevod nominacijo za Sovretovo nagrado. No, ampak prebrala sem tudi, da ste prevedli kratko prozo hrvaške pisateljice Maše Kolanović, Spoštovani žužki in druge srhljive zgodbe. To sem pa pred par leti zelo luštne zgodbe njene. Ja, to so te nekakšne, te mrčesi, nekakšne prispodobe. Ne? Ja, prav žužki so, ja. Že spoštovani kupci, druge jezive priče. Zelo zanimiva, zelo lepa zbirka zgodb. Zdaj sem pa tudi ravno kar prevedla eno zbirko tudi hrvaškega avtorja Nevena Ušumovića, Rajske ptice. No, te rajske ptice sem si šla tudi pogledati. Ja. To je tudi zdaj neka nova zvrst, boste prevajali tudi leposlovje, ne? V bistvu leposlovje prevajam sam iz hrvaščine, srbščine, pa tako naprej. Se mi zdi, da si ne upam. No, medtem, ko iz nemščine sem pa prevajala res zelo težke teoretske stvari, najtežje mogoče. In tudi sama sem predlagala Teodor Adorno. To celo 2 knjigi, oziroma eno deloma dialektiko razsvetljenstva, pa Minima moralija. In to je bilo pa nekaj na meji mojega razumevanja. To tudi za Nemce zelo težek avtor, tako da. Ja, veliko zelo zanimivih stvari, veliko zanimivih tudi imam. Pišem tudi dosti, za gledališke liste. Evo, knjigo sem objavila na osnovi dizertacije, to je ta moj tema Fausta, to me spremlja nekako tudi že skozi vse življenje. Ja. Sem prav neverjeten, jaz sem to vseeno tam po 50. se lotila, pa sem pa našla ene zapiske iz študentskih let v enem predalu in sem jaz že si to vse v zvezi s Faustom nekaj delala kopije in gor in dol in popolnoma pozabila vmes. Kaj pa, če bi lahko izbirali, kaj bi prevedli? Recimo, zdaj bom prevedla še eno Susan Sontag, ki sem jo že zdavnaj predlagala, pa je ni nihče hotel prevajati, Bolezen kot metafora. In je zelo zanimiva knjiga, kjer se ona loteva bolezni z tega vidika, nekako kot en kulturni naboj, ki ga vsebuje ena bolezen, da tako rečem, kot neki imaginarij družbeni, ki se veže na bolezen. In najprej je ona analizirala tuberkulozo pa rak. Tuberkuloza je kot bolezen duha, to imajo literati, umetniki, sanatoriji, čarobna gora, rdečica na lisih, vzvišenost duha in tako naprej. Rak je pa bolezen mesa. Nekako zajebana, si neki potlačil, si neki zelo narobe naredil v življenju. No, ona se je borila seveda proti tem stereotipom kulturnim, ki se vežejo na te bolezni, in potem je pa napisala še nadaljevanje AIDS. Drobna knjižica, no, ampak to bo tudi eden od naslednjih projektov, tako da to se veselim. Enkrat sem tudi biografijo Kiševo hotela prevajati, ampak čas je omejen, življenje je omejeno. Seta Knop, hvala, da ste bila gostja moje oddaje Proti letu speta dež in vse dobro. Hvala lepa. Lahko noč.